Kdo in zakaj terja, da je omejevanje pravic in svoboda odločanja žensk nenehno na politični agendi? Kdo se boji samoodločbe žensk in bi kratil pravico do svobodnega odločanja o rojevanju otrok? Kdo bi odrejal rojstva otrok tako, da bi omejeval ali preprečil varen, zakonit, dostopen splav, ki ga krije zdravstveno zavarovanje? Še lahko nizamo vprašanja, se preizprašujemo in razglabljamo onkraj očitnega. Okrepljenih, konzervativnih, avtoritarnih trendov, zlasti desničarskih in skrajno totalitarnih, ki bi spodkopavali civilizacijske dosežke, da bi obvarovali ali pridobili moč in oblast, disciplinirali in nadzorovali. Zlasti ženske. Svobodno odločanje o rojstvu otrok je ustavno varovana pravica. Slovenija jo uresničuje v polni meri, je zgled državam, ki se oklepajo omejitev, prepovedi splava. Pobuda Moj glas, moja odločitev, My voice, my choice, ki jo po Evropi udarno koordinira inštitut 8. marec, je v kratkem času zbrala prek 200 000 podpisov podpore varnemu in dostopnemu splavu. To je 1/5 od milijona do cilja, ki bo postavil zahtevo do novih evropskih odločevalcev. Hočemo biti naprednejši od Amerike. Na nedopustne prakse iz Poljske ne pristajamo. Nasprotno. Solidarno, skupnim zavedanjem je nujna reakcija za druge, ne le za nas. Ne izpustimo priložnosti državljanske, evropske pobude in tudi s svojim podpisom zahtevajmo enakopravnost. Nedojemljivo je, da ženske v sodobni družbi nimajo v vseh državah enakega in predvsem varnega dostopa do splava. Še bolj nedojemljivo, da posledično tudi umirajo, da zdravnikom ni povsod dovoljen poseg in da se morajo ženske zatekati k nevarnim prekinitvam neželene nosečnosti. Obvarovati pravice, ki so jih ženske skozi zgodovino izborile za nas, je naša pravica, pa tudi naša dolžnost, če hočete. Moj glas, moja izbira naj obvelja tudi za evropske volitve. Zato soodločajmo v prid demokraciji.